Ja, dobro večer. Res sem poreden. Ravno so me spustili iz zapora, ker sem bil na dvomesečnem prestajanju zaporne kazni zaradi hude porednosti v gostinskih obratih. Torej, Zmeljkov. Povej mi, kakšen stil glasbe bi se vi predstavili, no, oziroma kakšen stil glasbe No, nisem vprašal, zaradi česa sem bil zaprt. Aha, zaradi česa si bil zaprt, seveda. No, v glavnem, bil sem tako poreden, da sem z vilico, s katero sem jedel škampe, zadev sosednjega gosta direktno v zrklo in se mu je zapičil tako, da ko je utripal z vekami, je tako delala tista vilica in to je motilo natakarco, ki je od besa zapustila gostinski obrat in dala odpoved šefu in šef je potem me tožil zaradi tega, ker je ostal brez najboljše natakarce in ker sem imel slabega odvetnika, sem končal v zaporu kot poreden gost. Ampak kaj se pa zgodilo s tistim, ko je z vilico tako delal? Tisti ni nikoli več zanimal potem, gospod je bil v natakarci. No, kakšno glasbo igramo? Mislim, da igramo nekaj med hip-hopom in ameriškim soulom. V glavnem, nekako se zgledujemo po teh slovenskih hip-hoperjih iz Fužin, malo pa se spogledujemo tudi z Alicia Keys in Anuša, ko ime tisti drugi lepi hip-hop soul iz Amerike? Pojma nima punca, ne? Mislim, da je Lady Kuku ali Lady Koko. Se noben ne ve, ne? Kaj pa Mariboru zdaj niste prvič, ne? Kakšna zanimiva prigoda iz Maribora? Ja, enkrat, ko smo se vračali iz Maribora, smo s kombijem dejansko končali v Dravi in najprej smo mislili, da smo se utopili, na kar smo ugotovili, da je pod vodno gladino čisto ena regularna avtocesta, ki ima tudi napeljan en takšen dovod zraka, tako da smo se peljali pravzaprav skoraj do celja po Dravi, na kar smo ugotovili, da Drava ne gre od celja, pa smo šli rajši ven, ko da falimo preveč, pa se zbudimo kje v Ukrajini in mislim, da je stvar vredna enih temeljitih raziskav tudi za kakšne resnejše raziskovalce. Torej, danes smo na Kostanjevem pikniku. Kostanj in mošt, kostanj in vino, kakšna je povezava, kak na svet o tem? Ja, v glavnem vemo vsi, da se iz kostanja dela vino, ne? To ni nobena skrivnost, ne vejo pa vsi, da je treba kostanj olupiti, če želiš narediti belo vino, ne? Zaradi tega, ker je notranjost bolj svetla, če pa hočeš narediti rdeče vino, pa pustiš tudi olupek gor, tako da se macerira pravzaprav in fermentira ta kostanj v olupku in zaradi tega dobi tisto tipično rdečkasto barvo. Čisti plebek. Kakšen poseben nasvet za mlade študente, ko so zdaj postali bruci in žurajo in se učijo? Ja, en takšen nasvet bi bil recimo, da naj preštudirajo najprej vse, kar najdejo v knjižnici, ne, tukaj zraven je ta univerzitetna knjižnica, toplo priporočam, da prečitajo prvo vse, potem pa se odločijo, katere izbirne predmete bojo vzeli, da ne bojo zgrešili že v samem štartu in vzeli napačnih izbirnih predmetov. Torej, danes poteka Kostanjev piknik, ki je že tradicionalno vsako leto. Danes se začelo že ob 19. uri za zastonj peko kostanjev, za vse ljubitelje kostanja. Potem ob 10. pa je bila nastop predskupine Dandelion Children in potem za njimi pa Zmeljko. Povej mi, kakšno je pa kaj vzdušje danes na Kostanjevem pikniku? Danes je bilo vzdušje zelo dobro, torej zastonj peka kostanjev, odziv zelo dober, tudi glasba z DJ-jem, tako da vse je bilo odlično.